drage gledalke, drage slavilke lepe besede in ostali mimogledoči. Dobrodošli v posebni novoletni rubriki Besede tedna. Tokrat je recimo kar beseda leta. Težko leto je za nami. Lahko bi rekli, da to težko leto traja že 2 leti. In kakršno leto, takšna tudi beseda. Razcepidemija. Gre za bliskovito razcepljanje slovenske družbe ob izzivih, ki jih je pred nas postavila epidemija COVID-19. Tako kot koronavirus ves čas mutira, tudi z njim povezana epidemija ves čas proizvaja svoje podepidemije. Spomnimo se, kako je njen začetek obeležila nedolžna, prvinsko človeška in po svoje zabavna kvasepidemija oziroma kvasna mrzlica. Očitno smo se bolj kot novodobne kuge takrat bali lakote. Ob iskanju najboljših rešitev oziroma ukrepov v boju proti virusu smo hitro dobili ukrepidemijo. Epidemijo polsmiselnih, nesmiselnih, pogojno ustavnih in neustavnih ukrepov, iz katere je bilo jasno, da bolj kot najboljše rešitve iščemo karkoli rešitvi podobnega. Ves čas smo lahko spremljali tudi vladno tweet epidemijo. Izbruh žugajočih, pretečih in drugače duhov borečih izjav naših političnih veljakov na Twitterju. Včasih se je tem obračunavanjem na Twitterju poskušalo dodati celo zabavno noto. V takih primerih smo rekli, da Janez spet poka tvice. Izbrani tvic: Erjavec si pod jedrnimi evropskimi državami predstavlja Rusijo, ker ima ta jedrsko bombo. V začetku iztekajočega leta pa so prišla tudi prva cepiva. In hitro za njimi tudi razcepidemija. Slovenska družba se je intenzivno razcepila na 2 nasprotujoča si pola, na procepilce in anticepilce. Analiza besedil na družbenih omrežjih, ki smo jo opravili na Inštitutu za tipkani jezik in razpismenjevanje, je pokazala, da so imeli prepiri okrog smiselnosti cepljenja kar 3-krat več komentarjev kot vse druge spletne zdrahe skupaj. Dobili pa smo tudi čisto nov poklic. Kombinacijo spletnega strokovnjaka in strokovnjaka za vse. Komentatorja spletcialista, o katerem pa več v kakšnem od naših naslednjih srečanj. Drage moje, upajmo, da se bo virus v letu pred nami končno umiril in da bo z njim tudi razcepidemija začela pojenjati, ter da se bomo ob naslednji novoletni večerji namesto o cepljenju znova lahko do sitega prepirali o starih dobrih partizanih in domobrancih. Srečno!